V Lendavi je 11. zapored Zveza kulturnih društev Lendava pripravila mednarodno razstavo pod imenom Pirhi, vino in velikonočni izdelki. Razstavljalci iz društev in domači obrtniki so se potrudili in pripravili zelo pester program, ki je na ogled v prostorih stare blagovnice Mercator v Lendavi. Obiskovalci si lahko ogledajo različne velikonočne in spomladanske motive vezenin in prtičkov, pisanic ali remenk ter bogate spremljajoče se kulinarike ob velikonočnih praznikih. Zdaj že 11. pripravljamo to veliko razstavo. V začetku smo samo naši razstavljalci bili prisotni, zdaj pa že imamo tudi goste iz Madžarske in Hrvaške, tako da smo jo poimenovali mednarodna razstava. Razstavljajo pa različne prtičke, vezenine, potem izdelke iz ličja, iz filca letos prvič, potem ženske iz ročnih del naših kulturnih društev so pripravile različne svoje izdelke, ki jih delajo v sekciji ročnih del, pa tudi zdaj smo letos malo drugače oblikovali, da tudi obleke, oblačila, pa narodne noše smo vzeli, pa predpasnike ali pa te namizni prti, tako da malo smo obogatili to našo razstavo in smo si zamislili, da potem bi tudi naše pirhe, ki smo jih prinesli, da bi posebej razstavili, in tako na sredini je ena razstava samo pirhov, drugače pa je tako razporejeno. Prihajajo iz različnih krajev naših društev, potem tudi iz Slovenije, iz Madžarske, iz Zalatombatva in Zalaegersega, z Hrvaške, iz Čakovca, Poturna, Murskega Središča. Tako da je res ena širok spekter teh nastopajočih tudi pozneje, ko bodo nastopile slovenske, madžarske, hrvaške skupine. Etnologinja Pomurskega muzeja Murska Sobota Jelka Pšajt, poznavalka samega običaja velike noči, je ob otvoritvi podala določene smernice k sami razstavi. Nas pa je zanimalo, kaj imajo skupnega pirhi, vino in velikonočni izdelki. Vse, kar je na razstavi, konec koncev ima vezo z veliko nočjo. No, naj povem vsekakor to, da je letos to že 11. razstava, torej lahko govorimo o tradicionalnem dogodku oziroma razstavi tu v Lendavi. Pirhi oziroma remenke, remenice so seveda del velikonočnega krščanskega obredja, so simbol novega življenja, novega rojstva, če seveda povzamemo to ljudsko motiviko oziroma ljudsko verovanje. Seveda pa k vsakemu novemu življenju, ki ga je treba na nek način proslaviti, spada tudi vino. Konec koncev je vino tudi del katoliškega duhovniškega obredja oziroma cerkvenega mašniškega obredja. Tako da se sovpada vino, se sovpadajo pirhi in pa seveda izdelki, ki so vsako leto na razstavi, od torej kvalitetnih, tradicionalnih izdelkov do izdelkov, ki jih za potrebe praznovanja velike noči, predvsem pogrinkov, izdelujejo torej žene, matere, gospodinje, možje, torej za potrebe svojega osebnega družinskega pogrinka oziroma praznovanja velike noči. Sicer pa lahko rečemo, da ima Zveza kulturnih društev Lendava bogat nabor idej in delovanja. Ponosni so na svoje stalne dogodke in celoletno dogajanje. Mi pripravljamo ogromno dogodkov, res. Že od januarja, ko imamo za Jude, potem imamo čez celo leto literarne večere, iz literarnih večerov, ki jih pišemo, tudi jaz sem med njimi, pišemo na določene teme, in sicer je to v slovenščini, madžarščini, hrvaščini, srbščini in romščini. Tako da res imamo potem vsako leto izdamo na koncu tudi zbornik. Potem imamo delavnice, velikonočne, božične, delujemo tudi v tednu vseživljenjskega učenja, tednu ljubiteljske kulture, imamo ustvarjalni natečaj, recitatorsko tekmovanje v slovenskem jeziku. Sodelujemo na Bogračfestu, pripravljamo lendavsko trgatev, potem je tudi tukaj pomembna povorka z narodnimi temi običaji, pa še potem folklorni festival popoldan. Veliki teden, kot radi pravimo, je pred nami. Ob tem ima vsak določene želje in predstavo. Kaj voščite našim gledalkam in gledalcem v prazniku velike noči? Zagotovo vesele ženske svetke in pa seveda, da bi tako kot v preteklosti, tudi danes v tem globalnem svetu, ko vemo, da vsi nekam hitimo, želim torej vašim gledalkam in gledalcem, da bi znali, hoteli in želeli praznovati torej veliko noč v krogu družine oziroma oseb, ljudi, ki jih imajo radi.